Kaj mislite? Koliko denarja bi bilo potrebno zagotoviti v državnem proračunu za kmetijstvo? Odgovor je načeloma enostaven. Toliko, kolikor ga je potrebno za zagotovitev prehranske varnosti v Sloveniji za lokalno pridelano hrano. Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. V preteklem tednu je bila za vrati Državnega zbora aktualna tema: razprava o proračunu za leto 2022 in 2023. Pod drobnogled vzemimo področje kmetijstva, kjer so bile predhodno opravljene vsebinske razprave tudi v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in v Državnem svetu na odboru za kmetijstvo. V svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so bili na pobudo članov iz vrst Slovenske kmečke zveze podani konkretni predlogi o višini proračuna za kmetijstvo, kjer bi z dodatnimi 380 milijoni evrov v 5 letih lahko izvedli prilagajanje slovenskega kmetijstva novim okoljskim in tržnim razmeram, ohranitvi mladih na kmetijah, povečanju samooskrbe v Sloveniji z domačo hrano ter ohranjati obdelano in poseljeno podeželje. Skratka, če pogledamo najnovejše podatke glede uspešnosti kmetov na javnih razpisih za investicije v kmetijska gospodarstva za obdobje 2017-2020, je zaskrbljujoč podatek, da je od 399 oddanih vlog bilo odobrenih 95 vlog, kar je realizacija slabih 24%. Več kot 150 kmetij niti ni stopilo v pripravo vloge in njeno oddajo, ker je bil predhoden izračun potrebnega števila točk za odobritev vloge prenizek. Prav tako se živilska predelovalna industrija sooča s težavami, ker ne more realizirati svojih projektov za posodobitev in razvoj svojih kapacitet, ker so tudi njihove številne vloge za finančne spodbude za posodobitev tehnologij zavrnjene. Dodatno otežuje živilski predelovalni industriji planiranje razvoja in investicij dejstvo, da kmetje, ki so glavni akterji pri zagotavljanju vhodne surovine, ne morejo povečati ali tehnološko posodobiti proizvodnje na svojih kmetijah. Zaradi tega, ker je zaradi premalo razpoložljivih sredstev v kmetijskem proračunu več kot 75% vlog za pridobitev finančnih spodbud zavrnjenih. In kakšen odgovor na uvodoma postavljeno vprašanje, koliko denarja bi bilo potrebno zagotoviti v državnem proračunu za kmetijstvo? Odgovor je načeloma enostaven. Toliko, kolikor ga je potrebno za zagotovitev prehranske varnosti v Sloveniji z lokalno pridelano hrano. Če namenjamo za strateške infrastrukturne projekte, kot so TEŠ 6, drugi tir, pediatrična klinika, nabava medicinske opreme in tako dalje, za nešteto aneksi toliko denarja, kot ga je potrebno za dokončanje projekta oziroma investicije, je tudi v kmetijstvu zelo enostavna formula. Za pospešitev razvoja slovenskega in evropskega kmetijstva, da je potrebno zagotoviti toliko finančnih sredstev, kot jih je dejansko potrebno. Le tako bomo pospešili razvojni potencial slovenskega kmetijstva. Poskrbimo za spremembe in razvoj slovenskega in evropskega podeželja. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.